Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in radia Ognjišče. Na tretjo postno nedeljo bomo iz cerkve svetega Štefana v župniji Vipava neposredno prenašali sveto mašo. Maševal bo župnik dr. Gabriel Kavčič, na orgle pa bo igrala Katja Polšak, zbor bo vodil Marko Fabčič. Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Bratje in sestre, priznajmo svoje grehe in jih obžalujmo, da bomo vredno obhajali svete skrivnosti. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Molimo. O Bog, vir usmiljenja in vsega dobrega, poučil si nas, da se s postom, molitvijo in dobrimi deli očiščujemo grehov. Ko priznavamo svoje slabosti in vemo, da smo krivi, te prosimo, nenehno nas dvigaj, saj si usmiljen. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo je iz 2. Mojzesove knjige. Tiste dni je bilo ljudstvo v puščavi žejno in je tako godrnjalo zoper Mojzesa. Zakaj si nas izpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino? In Mojzes je vpil Gospodu ter rekel: kaj naj storim s tem ljudstvom?
še malo in kamnali me bodo. Gospod je rekel Mojzesu, pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin. Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi. Glej, stal bom pred teboj, tam na skali na Horebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti. Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin in dal je temu kraju ime Masa in Meriba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in preizkušali Gospoda ter rekli, ali je Gospod med nami ali ne. Božja beseda. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, ker smo upravičeni iz vere, živimo v miru z Bogom po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem se nam je tudi po veri odprl dostop v to milost, v kateri stojimo in se ponašamo z upanjem na Božjo slavo. Upanje pa ne osramoti, ker je Božja ljubezen izlita v naša srca po Svetem Duhu, ki nam je bil dan. Kajti, ko smo bili še slabotni, je Kristus v času, ki je bil za to določen, umrl za brezbožne. Težko namreč, da bi kdo umiral za pravičnega. Morda bi si kdo še upal umreti za dobrotnika. Bog pa izkazuje svojo ljubezen do nas s tem, da je Kristus umrl za nas, ko smo bili še grešniki. To je Božja beseda. Sveta.
Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus prišel v samarijsko mesto imenovano Sihar, blizu posesti, ki jo je Jakob dal svojemu sinu Jožefu. Tam je bil Jakobov studenec. Jezus je bil utrujen od poti in je kar sedel k studencu. Bilo je okrog 6. ure. Tedaj je prišla žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus je rekel, daj mi piti. Njegovi učenci so namreč odšli v mesto, da bi nakupili hrano. Samarijanka mu je tedaj rekla, kako vendar ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj ti dam piti. Judje namreč nočejo imeti stika s Samarijani. Jezus je odgovoril in rekel, če bi poznala Božji dar in če bi vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. Žena mu je rekla, Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok, odkot imaš torej živo vodo? Si mar ti večji, kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil on sam, njegovi sinovi in njegova živina? Jezus je odvrnil in ji rekel, vsak, kdor pije od te vode, bo spet žejen. Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom dal jaz, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem izvir vode, ki teče v večno življenje. Žena mu je rekla, Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in ne bom hodila sem zajemat. Rekel je, pojdi in pokliči svojega moža in pridi sem. Žena je odgovorila in mu rekla, nimam moža. Jezus je rekel, dobro si rekla, nimam moža, kaj ti? 5 mož si imela in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala. Žena mu je dejala, Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so častili Boga na tej gori, vi pa pravite, da je kraj, kjer ga je treba častiti, v Jeruzalemu. Jezus je rekel, veruj mi, žena, da pride ura, ko ne boste častili očeta, ne na tej gori, ne v Jeruzalemu. Vi častite, česar ne poznate, mi pa častimo, kar poznamo, kajti odrešenje prihaja od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili očeta v duhu in resnici. Prav takih častilcev si namreč želi oče. Bog je duh in tisti, ki ga častijo, ga morajo častiti v duhu in resnici. Žena mu je dejala, vem, da pride Mesija, kar pomeni maziljenec. Ko pride, nam bo vse oznanil. Jezus si odgovori, jaz sem, ki govorim s teboj. Veliko Samarijanov iz tistega mesta je začelo verovati vanj zaradi žene, ki je pričevala, vsem je povedal, kar sem storila. Ko so Samarijani prišli k njemu, so ga prosili, naj ostane pri njih in ostal je tam 2 dni. Zaradi njegove besede jih je še veliko več začelo verovati, ženi pa so govorili, ne verjamemo več zaradi tvojega pripovedovanja, kaj ti. Sami smo slišali in vemo, da je on resnično odrešenik sveta. Poslušali smo Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, dragi župljani in župljanke in dragi vsi naši gostje, vsi tisti, ki nas danes spremljate po valovih programa Ars ali pa Radia Ognišče, vsi tisti, ki ste na poti, morda v službi ali v pauzi med službo, vsi ranljivi bolni, ki ne morete več v župnijsko cerkev, prav vse vas lepo pozdravljam osebno ali po valovih v naši župnijski cerkvi svetega Štefana. Brali smo precej dolg evangelij o ženi Samarijanki, ki pride k studencu, Jakobovemu studencu, o katerem je govorilo prvo berilo, pride zato, da bi zajela vode.
kar naj nam bo vedno znova spodbuda za to, da bi sami prihajali pred Gospoda. Še posebej takrat, ko nas pesti, recimo temu, otopelost ponavljanja. Brali smo namreč o ženi, ki očitno vsak dan prihaja. Otopelo ponavlja isto dejanje, zajema vodo in s tem ponavlja dejanje življenja in hkrati otopelo živi in ponavlja in nič kaj dosti ne spremeni svojega življenja. Načeloma še nič narobe s tem, vsak izmed nas se kdaj znajde v taki situaciji. Pridejo dnevi, rečemo jim sivi vsak dan, dnevi, ko se zdi, da življenje teče po nekem ustaljenem taktu. Včasih je to dobro, včasih pa kdo dobi tudi občutek, da to vse skupaj nima prav posebnega smisla ali cilja. Ne da bi obupovali, ne da bi bilo to posebej grozeče, vsakemu se kdaj zgodi, da se vpraša, ali bo kaj kako drugače. Marsikomu nikoli, marsikdo pa se to vpraša kar pogosto. Še ko odpremo televizijo, ko pogledamo medije, se včasih zdi, da gre vse skupaj tako v eno tako sivo monotonost enega in istega ponavljanja. In takrat smo kot ta žena, kot Samarijanka, ki pač dnevno hodi k vodnjaku. Vendar, in to je pa lepo sporočilo Evangelija, lahko tudi mi v sivem vsakdanu srečamo Gospoda. In tukaj vprašanje, kako. Samarijanka sreča Gospoda in mu pravi: Gospod, daj mi te vode, tiste, ki jo obljubi, žive vode, da ne bom žejna, da ne bom vendarle kar naprej hodila sem zajemat. Žena je razumela, kot da bo dobila kakšno čudežno vazico, iz katere bo teklo ven, da ne bo treba vsak dan mukoma hoditi po vodo. In dobi, sicer ne fizične vode, dobi pa Gospoda. Z otopelim srcem se mu približa in takrat, ko se mu približa, se življenje spremeni. Ker je on tisti, ki daje smisel in pomen življenju. Gospod poživlja naše življenje, Gospod vedno znova čaka pri naših vodnjakih, pri naši otopelosti in obljublja živo vodo in nam jo daje v Svetem krstu. Pogoj pa je, da urejamo tudi svoje obnašanje, svoje moralno življenje. Včasih rečemo, da se kesamo, da skušamo svoje življenje izboljšati, kar tudi Jezus jasno zahteva od te gospe, ki je očitno živela v grehu, pa se vse to spremeni, ko sreča Gospoda. Postni čas je tudi priložnost za vsakega od nas, za svetospoved, za premislek, za pogled nekoliko na širše v svojem življenju, če sem pa jaz morda podobna tejle Samarijanki v kakšnem delu svojega življenja in da je kaj treba tudi popraviti, da bo postni čas imel svoje sadove. In potem Gospod pravi, še tretja misel: pride ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci častili Očeta v duhu in resnici. Naj nam bo to spodbudo, da prihajamo pred Gospoda v vsakem trenutku dneva. Čakajo nas tabernakli in cerkve, vozimo se mimo kapelic in znamen, vendar vedno znova je lahko srečanje z Gospodom takšno. Pred tabernakljem pri sveti maši, lahko obbežen križec, ko se peljemo mimo kapelice, lahko kjerkoli, kadarkoli, tudi na delovnem mestu, če se le odločimo in zaželimo, zmolimo, kakor pravi Gospod, v duhu in resnici in se mu približamo. V tišini obhajila, v srečanju s svetim znamenjem, v pokleku pred Najsvetejšem, v kakšnem obisku tudi tedenske svete maše Gospod prihaja naproti in nas čaka. Da bi le iskali stik z Gospodom, to nam daje te žive vode. Velja torej tudi za vsakega, ki morda ne more k maši, da Gospoda v duhu in resnici lahko sreča, kadarkoli, če se mu le želi približati. Da bi torej radi zajemali vode pri Gospodu, da bi se vedno znova poživljali ob reki žive vode, ki je on sam, da bi Gospod prekinjal monotonosti našega življenja in da bi monotonost svojega življenja prekinjali tako, da se na Gospoda spomnimo, kot on vedno misli na nas
molili vedno znova, če se le spomnimo, v duhu in resnici. Amen. Izpovejmo našo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev, priznavam en krst, odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen. Izročimo, dragi bratje in sestre, vse svoje prošnje Gospodu. Naj tvoje ljudstvo posluša tvojo besedo, ki poživlja naše duše. Podeli vsem ljudem hrepenenja po Jezusu, studencu žive vode. Pomagaj župnijskim občestvom, da bo po zakramentih rastla veri, upanju in ljubezni. Podeli milost sprave vsem, ki trpijo zaradi ranjenih medsebojnih odnosov. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi pokojne duhovnike, ki so upravljali sveto službo v veselje nebeškega bogoslužja. Dodajmo še skupno prošnjo za mir v svetu. Gospod, pomagaj nam prebroditi to težko obdobje, ki moti mir tolikih ljudi, naj brez odlašanja neutrudno vsak dan in povsod gradimo pristno kulturo miru. Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, pomagaj nam prav moliti, te častiti in se ti zahvaljevati. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu. Amen.
Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Usmiljeni Oče, po teh darovih nam odpusti naše grehe, pomagaj nam, da bomo znali tudi mi odpuščati svojim bratom in sestram po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Višku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Prosil je Samarijanko, naj mu da piti vode, da je v svoji dobroti mogel dati dar vere. Izpolnil je njeno hrepenenje in v njenem srcu užgal ogenj Božje ljubezni. Zato se ti tudi mi zahvaljujemo in z angeli oznanjamo tvoja velika dela ter kličemo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod vstal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo.
napolni nas Svetim Duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev v tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli in slavnimi mučenci, svetim Štefanom in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu v mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra, ves škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri Oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Trdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Druživa ta kruh bo živel vekomaj.
Molimo skupaj za našo domovino. Sveti Duh, večna modrost, Ti vse čudovito urejaš in vodiš. Prosimo Te, vodi nas, da bomo na volitvah izvolili sposobne in modre voditelje države, ki bodo resnično delovali za skupno dobro. Podpri vse volivce, da se volitev odgovorno udeležijo in oddajo svoj glas za tiste, ki se zavzemajo za pravičnost in življenje, za dobrobit družin in otrok, bolnih in slabotnih, ki jim je resnično mar za zdravo okolje, duhovno dobrobit ljudi in versko svobodo. Navdihuj nas, da izvolimo ljudi, ki bodo dostojno predstavljali našo državo v svetu. Naj si skupaj gradimo Božje kraljestvo na zemlji, ki je kraljestvo miru, pravičnosti in ljubezni. Amen. Marija, tolažnica žalostnih, molimo. Večni Bog, nasitil si nas s čudežnim kruhom, da imamo že na zemlji poroštvo nebeških skrivnosti. Prosimo Te, naj nam ta daritev obrodi sad v naših dobrih delih po Kristusu našem Gospodom. Vsem skupaj želim lep dan, pozdravljam še enkrat vas tukaj v cerkvi in pa vse, ki nas poslušate nadaljavo. Hvala lepa ekipi Radia Koper Kapodistrija za to, da ste poslali današnje bogoslužje v svet preko programa Ars in Radia Ognišče. Naj vas vse spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Gospod z vami. Blagoslovi naj vas Gospod in vas varujem. Razjasni naj svoj obraz nad vami in vam bodi milostljiv. Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Spoštovani poslušalke in poslušalci programa Ars in Radia Ognišče. Na tretjo postno nedeljo smo iz cerkve svetega Štefana v župniji Vipava neposredno prenašali sveto mašo. Maševal je župnik dr. Gabriel Kavčič, na orgle je igrala Katja Polšak, zbor pa je vodil Marko Fabčič. Prenos je omogočila tehnična ekipa Radia Koper, mojstra zvoka Mitja Maršič in Tadej Tadić ter tehnični producent
Grega Peterka. Želimo vam kar se da lepo nedeljo.